Dober večer in prijeten pozdrav vam želimo v tokratni oddaji Novice na ETV. Ta teden smo končno dočakali dež, ki je razveselil vse tiste, ki komaj čakajo, da začnejo dela na vrtovih in njivah. Padal naj bi vse do nedelje, v višje ležečih predelih pa naj bi celo snežilo in se precej ohladilo. Oboje bo mogoče nekoliko ohladilo tudi politično dogajanje, ki se zaradi volilne kampanje iz dneva v dan pregreva, a verjetno so tole prazne želje. Danes je tudi 1. april in če še niste koga potegnili za nos, pohitite, imate še nekaj ur časa, da to storite. Nocojšnji poudarki so: minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec včeraj obiskal občino Šmartno pri Litiji, priprave na začetek gradnje doma za starejše občane v Hrastniku. V Medvodah so se sešli župani, povezani v klub neodvisnih županov. V okviru obiska vlade v južnem delu osrednje slovenske regije je bil včeraj delovni sestanek z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem v občini Šmartno pri Litiji. Šmarski župan Rajko Meserko ga je s svojimi sodelavci sprejel na gradu Bogenšperk. Glavna tema pogovora pa je bila ureditev razmer na regionalni cesti Šmartno-Temenica. Poleg tega pa so se pogovarjali tudi o nekaterih drugih cestah in o ureditvi postajališč ob njih. Bil je v bistvu najbolj zaželen v tem trenutku minister v naši občini. Sem bil izredno vesel njegovega odziva. Seveda glavna tema je bila povezava med Dolenjsko in Zasavjem, cesta preko Bogenšperka, osna obremenitev na tej cesti in seveda sprostitev tega za tovorni promet. Dobili smo zagotovilo, da se bo ta osna obremenitev spremenila, tako da vas s tem, bom rekel, omogočimo tudi tem gospodarskim subjektom, da bo ta promet lažje stekel. Gre pa tudi za vse te obnove, ki so v tem času potekale in naj bi še, da se ta cesta, bom rekel, tudi primerno usposobi za tak promet. Druga stvar, ki pa je, smo pa ministru izpostavili te naše točke, probleme uvozov tako na državne ceste, kot seveda glavni poudarek pa je bil tukaj izpostavitev avtobusnih postajališč ob državnih cestah. Namreč gre za eno projekt, ki smo ga v letu 2020 pripravili in upam, da bo počasi dobil tudi fizično obliko in urejenost teh postajališč. Tu pa gre seveda za velik prispevek, bom rekel, same države oziroma ministrstva. Nekako dana nam je bila obljuba in napovedan sestanek na direkciji, tako da upam, da bo do tega prišlo in seveda, da bomo res te rešitve tudi v nekem doglednem času uresničili. Ja, to cesto smo že obnavljali in bomo še naprej redno vzdrževali. Velik projekt je to, ne. Gre za res pomembno povezovalno cesto in tudi dogovorili smo se tudi glede same oteži za prevoz tovora, se pravi za tovornjake in tako naprej, da bomo pač spremenili pravilnike in vse ostalo, kar je pač potrebno. Se pravi, ne glede na to, kakšna je velikost posamezne občine, Šmartno pri Litiji, bom rekel, je relativno majhna občina, ampak velikih ljudi in zelo lepih krajev. Torej, ministrstvo za infrastrukturo jo bo razvijalo še naprej. Zaradi tega, ker je pomembno to izhodišče, da je prav vsak kraj v tej naši državi pomemben. Zaradi tega sem tudi danes tukaj, da dam podporo županom in občankam in občanom pri tem, ko se pač trudijo, delajo, bivajo tukaj in tako naprej. Naša naloga pa je, da poskrbimo za primarno infrastrukturo, ki je tudi varna in tudi o tem smo se pogovarjali z županom in sicer glede posameznih postajališč, avtobusnih postajališč za otroke, ki potrebujejo, da so urejeni, pa ne nazadnje tudi ureditev samega Šmartnega, priključkov, tudi priključek na industrijsko cono in tako dalje. Se pravi, mi na ministrstvu pa na direkciji smo odprti za sodelovanje in pogovore za reševanje aktualnih težav.
V Hrastniku naj bi se po vseh načrtih in obljubah do letošnje jeseni končno začela gradnja novega doma starejših. Ta bo na Leši, kjer je teren na ravnini, kar je prednost in olajšava že v samem startu. Urediti pa bo treba druge stvari. Med drugim bo to pomenilo konec vrtnarjenja za več občanov, ki imajo v tem delu Hrastnika grede in vrtičkarske lope. Prejšnji mesec so z občine Hrastnik začeli pošiljati obvestila najemnikom vrtičkov, da bodo zaradi projekta te rušili in odstranjevali. Vsi najemniki na Leši so bili seznanjeni tudi s pisno grafiko, kje in katere vrtove ter objekte bodo rušili, kateri pa bodo vsaj za zdaj ostali. Ja, torej, zainteresiranim vrtičkarjem z tega območja bo v največji možni meri dana možnost uporabe teh lokacij in drugih lokacij za vrtičkarstvo na območju občine. Pri čemer pa imamo za takojšnjo uporabo na razpolago lokacije na Dolu in Brnci. Tekom leta pa je predvidena tudi ureditev neke nove vrtičkarske cone, ki pa bo prvenstveno namenjena za selitev vrtičkarjev z območja Leše. V preteklih tednih je bil izpolnjen še zadnji pogoj za pričetek del za cesto na Lešo, tako da lahko izvajalec prične z deli, ki pa naj bi se pričela spomladi oziroma najkasneje nekje do poletja. Do konca tega meseca naj bi bila tudi predvidoma dokončana projektna dokumentacija za vložitev gradbenega dovoljenja za novi dom starejših. Nato pa sledi prenos zemljišč ter gradbenega dovoljenja na državo, ki pa bo izvedla razpis za del projektne dokumentacije skupaj z izborom izvajalca. Dela za gradnjo doma naj bi se pričela v jesenskih mesecih, do začetka teh del pa lahko vrtičkarji še vedno uporabljajo zemljišča. Odstranjevanje predvidenih vrtov in vrtičkarskih objektov bo potekalo pred ureditvijo ceste ali hkrati z njo. To je namreč prvi predpogoj, da je obstoječa za izvedbo projekta doma starejših popolnoma neustrezna. Klub neodvisnih župan in županov, takih, ki ne nosijo strankarskih značk in so torej neodvisni, si želi skupnega, trajnostnega in enakomernega razvoja vseh slovenskih občin, ne glede na velikost in regijo. Po znanih podatkih sta člana kluba tudi oba zasavska župana. V ponedeljek je v Medvodah v kulturnem domu potekalo tretje srečanje tega kluba, ki je bilo namenjeno soočenju mnenj s predstavniki in predstavnicami političnih strank na temo razvoja države skozi lokalne skupnosti. Še pomemben del je okrog regionalizacije Slovenije in skladnega regionalnega razvoja. Moram povedati, da so vse stranke brez izjeme podprle pokrajine oziroma vzpostavitev pokrajin v Republiki Sloveniji. Res je, da bo to velik izziv, je pa tudi po drugi strani spet nekaj drugega res, da bo za to potrebno 60 glasov. Glede na to, da se vse stranke strinjajo s tem, sem prepričan, da če seveda ne bo fige v žepu, bomo dobili pokrajine v naslednjem mandatu, kar menimo kot župani in županje, da je nujno potrebno pri delovanju naše države. Druga stvar, ki se nam zdi zelo pomembna, je, da se je politična nomenklatura zavezala tudi skladnejšemu regionalnemu razvoju, zmanjševanju razlik med podeželjem in centri v naši državi. Upam, da bo kaj od tega dejansko postalo tudi meso, kar smo danes slišali. In tretja stvar, ki se mi zdi tudi zelo pomembna je, in smo o njej razpravljali, da župani želimo biti prisotni v državnem zboru na dva možna načina in na koncu smo se poenotili, da je to najbolje in najbolj elegantno, da nadaljujemo svoje delo v sestavi državnega sveta, ne v združevanju funkcij župana in poslanca, ampak da bi državni svet, ki ga že imamo v Sloveniji, živel tudi naprej. Vse stranke se v tem ne strinjajo, žal, ampak tiste, ki se pa strinjajo, da ne samo, da bi živel, ampak bi moral dobiti tudi nekatere dodatne pooblastila oziroma bi moral postati, recimo temu, realni drugi dom slovenskega parlamenta z nekatero večjo močjo, ki jo ima danes. Lahko povzamem, da je bila razprava izjemno konstruktivna, dobra, na visokem nivoju, diametralno nasprotno temu, kar sicer gledamo na soočenjih in zaradi tega imamo vsi skupaj nekaj upanja, da pa bo kaj novega prišlo po volilnem obdobju v mesecu aprilu. Včeraj je na Zasavski ljudski univerzi potekala zaključna konferenca projekta Svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Zasavje. Projekt je potekal od leta 2016 do letos. Več o projektu pa je povedala direktorica Polona Trebušak.
Ja, v tem času smo, se pravi mi kot izobraževalna institucija, nudili svetovalno podporo vsem odraslim, predvsem zaposlenim, za lažje vključevanje v izobraževanje oziroma vse programe vseživljenjskega učenja. Izobraževanje odraslih je tista ključna infrastrukturna podporna dejavnost, ki v bistvu pomaga odraslim, da se prvič, da pride po informacije, da pride vprašati o možnostih, kam, kako, na kakšen način se lahko vključijo, kaj se jim prizna, skratka, na kak način se lahko potem tudi vključujejo v programe, ker vemo, da predvsem tisti ranljivi odrasli se težje vključujejo, nekako nimajo te motivacije, potrebe po vseživljenjskem učenju, ampak brez tega pač več ne gre, kajti vsi prepoznavamo izobraževanje, svetovanje kot tisto ključno zadevo, ki pomaga odraslim do boljšega življenja. Zdaj v tem času, v tem 6-letnem projektu smo v različne aktivnosti vključili 751 svetovancev, tako da smo kazalnike projekta presegli. Naj povem še to, da smo izredno veseli in hvaležni, da se s tem projektom stvar sicer ne zaključuje, ampak bo zadeva živela potem naprej preko javne službe svetovalcev in pa mreže svetovalcev, tako da se nam je prvič zgodilo, da ko se projekt zaključi, ostaja dejavnost tudi naprej ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in pa seveda mreže svetovalcev preko javne službe. Torej bi lahko rekli, da so se Zasavci dobro navadili na vse to. Ja, Zasavčani so se dobro odzivali na naša povabila, tako k svetovanju kot tudi izobraževanju. Si pa želimo res, da bi ta kultura vseživljenjskega učenja in pa ta navada učiti se, priti, izobraževati, res postala vsakdanjik oziroma del vsake družine oziroma vsakega odraslega Zasavčana. Ja, ministrstvo se seveda trudi, da najde vire, da lahko izobraževanja sploh potekajo. Vemo, da govorimo predvsem o udeležencih, ki sami nekako ne najdejo poti do izobraževanja in jih je treba skozi take projekte, kot se danes zaključuje, zvabiti, motivirati, pritegniti v izobraževanja, potem pa seveda tudi ponuditi izobraževanja, ki je najboljše, če so brezplačna, da so prilagojena tako časovno kot tudi organizacijsko. Na tak način potem nekako uspemo zagotoviti udeležbo v teh izobraževanjih. Seveda pa je treba zagotoviti za to tudi finančna sredstva. Večino sredstev se zagotavlja preko evropskih razpisov, se pravi preko evropskih sredstev in tako bo najbrž tudi v prihodnje. Tukaj pa se sam projekt zaključi, vendar pa svetovanja in podobne zadeve ne. Kako pa je s tem? Ja, svetovalna dejavnost je z lanskim letom postala del javne službe v izobraževanju odraslih. To pomeni, da država sistemsko zagotavlja sredstva za to dejavnost. Izvajalci so razporejeni po celotni Sloveniji, je 35 izvajalcev, znotraj te mreže pa deluje 100 svetovalnih delavcev. Tako da ta dejavnost je zagotovljena še za naprej. Začeli so se pomladni dnevi. Toplo vreme pa v naravo, na igrišča in igrala ter na druge javne površine privabi številne ljudi. Zato medobčinski inšpektorat Zasavje vse lastnike psov opozarja, da imajo svoje štirinožne prijatelje na povodcih in da za njimi skrbno odstranjujejo iztrebke. Prosto gibanje psov na javnih površinah lahko namreč drugim uporabnikom teh površin povzroča nelagodje ali celo nevarnost. Pasji iztrebki pa so nevarni za ljudi in tudi za druge živali. V enem izmed členov odloka so navedene prepovedi v povezavi z vodenjem psov, uporaba povodca in spuščanjem iztrebkov, za katere je predpisana globa v višini 100 evrov za fizično osebo, ki za psom ne odstrani iztrebkov. Tudi zakon o zaščiti živali v 11. členu določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa, tako da je pes na povodcu. Tudi za ta prekršek je predpisana globa 200 evrov za fizično osebo. Ne le učenci, na nastopih, ki jih prireja glasbena šola Litija Šmartno, se radi predstavijo tudi njihovi učitelji. Eden takih dogodkov je bil v sredo, odvijal pa se je v dvorani glasbene šole. Obiskovalci so lahko prisluhnili izbranemu programu, ki so ga učitelji izvrstno izvedli in z njim navdušili. Z njim so dokazali, da imajo vsi mladi, ki obiskujejo glasbeno šolo, odlične učitelje, ki so glasbi povsem predani. Koncert je naša televizija posnela in si ga boste lahko ogledali v prihodnjih dneh. Za danes pa le nekaj utrinkov. Spoštovana
publika, spoštovani gostje nocojšnjega koncerta. Moram povedati predvsem to, da mi je žal, da ni bil še mečken daljši, da je naš današnji koncert izvenel v malo okrnjeni obliki, pripravljenih je bilo še nekaj točk več, ampak glede na negotove časa, nič čudnega, tudi pri nas se je zgodilo, da zaradi odsotnosti zaposlenih pač nekaterih točk ni bilo mogoče izvesti. Se mi pa zdi, no, upam, da se strinjate z mano, oziroma sem prepričana, da smo bili priča enim čudovitim glasbenim zgodbam. Vse zasedbe oziroma vsi glasbeniki so pokazali to, kar čutijo, kako glasbo doživljajo, predvsem pa tisto, kar imajo najraje na svoj način. In glede na to, da res ni bilo dovolj časa ne za vaje, niti priložnosti, iskrene čestitke vsem sodelujočim in seveda zahvala tudi v mojem imenu. Včeraj je imela v veliki sejni sobi občine Litija predstavitev kandidature na državnozborskih volitvah Lijana Lovše. Kandidira na listi gibanja Povežimo Slovenijo. O tem, zakaj se je odločila za nastop na volitvah in nekaterih ključnih programskih točkah, pa je povedala. Najprej moram reči, da gibanje Povežimo pravzaprav povezuje različnost v naši državi, povezuje najboljše. In glede na to, da smo v zadnjih letih se preveč razdvajali, da smo pravzaprav bili preveč, bom rekla, sovražni drug do drugega, verjamem, da je moje dosedanje delo, ko sem pravzaprav nekako povezovala, vključevala različne skupine ljudi, tisti garant, ki pravzaprav je dober tudi za politiko na državnem nivoju. In sedaj, ko pa je prišlo tudi do tega gibanja Povežimo Slovenijo, ki dejansko povezuje različne interese, različne ljudi in verjamemo, da se znamo pogovarjati, da se lahko pogovarjamo in da to pravzaprav pelje naprej v razvoj, v našo boljšo prihodnost, zato sem se odločila za ponovno kandidaturo. Moram reči, da najprej je to skladen regionalni razvoj, razvoj kmetijstva, ki bo pravzaprav ta prepad med mestom in vasjo in podeželjem nekako zniveliral na najnižjo možno raven, da bo pravzaprav življenje na podeželju lahko postalo spet privilegij oziroma da bo privilegij. Predvsem pa si želimo tudi močnega gospodarstva. Mi želimo, da se nekako oblikujejo tri ta glavni stebri. To je ta liberalno-gospodarski, se pravi, rabimo močno gospodarstvo, potem ljudsko-socialni, se pravi, da vključujemo vse ljudi, in pa seveda zeleni, okoljski, kar je tudi pomembno, da vse, kar je dobro za človeka, za gospodarstvo, za okolje, to moramo pravzaprav razvijati. Vse mora biti povezano in trajnostno. Vemo, da gibanje Povežimo Slovenijo je sestavljeno iz 5 različnih strank, tako Slovensko ljudsko stranko, Novo ljudsko stranko konkretno. Vse te stranke se že povezujejo na nivoju Evrope, tako da mislim, da tudi tu ne bo nobenih zadržkov. Na volilnem lističu imamo zelo, bom rekla, spodbudno številko 4, kar mislim, da končno prinaša tudi eno zmagovito, bom rekla, številko, kajti verjamem, da je sedaj pa končno čas, da tudi ženska iz litijskega območja pride v državni zbor. Jutri v soboto pa vabljeni na 17. tradicionalni pohod po Jablaniški poti, ki ga organizira Društvo za razvoj podeželja Las iz Jablaniške doline. Start bo pri GD Jablanica od 7. do 10. ure, zaključek pa v Gradišču pri Litiji ob 13. uri s kratkim kulturnim programom. Organizatorji bodo poskrbeli za avtobusni prevoz. To pa je vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji Novice na ETV. Zahvaljujemo se vam za pozornost in vas lepo pozdravljamo.